Načelo Nove Slovenije je, da vsaka stranka sama odloča o svojem predsedniku, da to ni stvar drugih strank. Kar se tiče kandidature gospoda Jankovića, ima vsekakor to pravico, vendar v Novi Sloveniji ocenjujemo, da je lahko tudi njegovo pogajalsko izhodišče, glede na to, da ga bremenijo različne obtožnice in mogoče se da na ta račun tudi kaj trgovati. Ocenjujem pa, da ta koalicija, ukolikor želi, da dela naprej, da obstane, bo verjetno problem z Jankovićem tudi na ta način rešila, da bo pač kaj ponudila, tako sama ocenjujem. Vsekakor pa je pametno stališča predsednice vlade, da preizkusi svojo podporo najprej znotraj svoje stranke, ker predsednica vlade ne more voditi vlado, če ne more voditi niti svoje stranke, tako da je pomembno, da ta odnos razčisti, hkrati pa seveda vemo, kaj to pomeni, če zmaga Zoran Janković, glede na napovedi nekaterih predsednikov drugih koalicijskih strank. Vemo pa, da so ti predsedniki velikokrat že tudi besedo požrli pa spremenili, tako da nič ni 100% določeno. Predčasne volitve v Novi Sloveniji ocenjujemo, da je bolje, da čim prej pride do njih, če ta vlada ne more izvajati reformnega programa. Do sedaj smo videli, da praktično ni bilo nobenih reform, če ne more delovati, če se večino časa, 90% že skoraj časa ukvarja sama s seboj. Potem je za Slovenijo vsekakor boljše, da so čim prej druge volitve, trdnejša vlada, ki bo tudi imela večjo podporo državljanov. Kar se tiče Nove Slovenije in morebitne nove koalicije, ne bom špekulirala, kdo bo zmagal na naslednjih volitvah. Morda pa naredimo Nova Slovenija in SLS koalicijo. To se zdaj sicer šalim, ampak tudi ta je možnost, tako da nič ne vemo, kdo bo zmagal. Vsekakor je pa za nas pomembno, da vladna koalicija naredi trdno koalicijsko pogodbo, v kateri točno predvidi, katere reforme so potrebne in da se poenoti že prej. Ne pa, da dolgo časa, mesec in še več dela koalicijsko pogodbo, na koncu pa še vedno vsaka stranka ima svoje ideje in pelje v svojo smer. Zato se nam zdi zelo pomembno, da se koalicijske partnerice prej dogovorijo, kakšne cilje imajo, kako bodo to izvedle, da je med njimi vlada partnerski odnos in da predvsem imajo v mislih državo, državljane, ne pa kako bo ob kaki točki katera stranka skočila ven in propagirala sama sebe. To je za nas zelo pomembno in mi bomo v taki vladi sodelovali, ki bo imela takšne cilje, taka načela in ki bo imela v ospredju predvsem Slovenijo in slovenske državljane. In je skrajni čas, da dobimo tako vlado, kjer bo to v ospredju. Velika koalicija se nam zdi sploh možna, recimo poznavajočo srednje akterje? Glejte, vprašanje je, katere stranke bodo po volitvah največje. Sedanji dve največji ni rečeno, da bodo tudi v prihodnosti največji. Tako da, in če pogledamo projekte, ki so jih želeli izpeljati, tako glede privatizacije, glede zdravstva, naprimer ob pogovoru zdravniško zbornico, je bilo jasno izpostavljeno, da se s to vlado ni mogoče v ničemer dogovoriti, ker so tako različni koncepti, da enostavno ni mogoče izpeljati zdravstvene reforme, ki pa je nujno potrebna. Torej, zato je še kako pomembno, da koalicijske stranke to prej razčistijo, kaj in kako želijo nekaj doseči. Ja? Kaj vi pričakujete od aktualne koalicije? Razpadanje po delih, kot smo videli recimo v primeru Pahorjeve vlade, ali relativno hiter konec po recimo kongresu PS? Kaj vi napovedujete, poznajoč vse razmere in igralce v političnem prostoru? Če bodo predsedniki strank držali svoje obljube in napovedi,
potem v primeru zmage gospoda Jankovića bi morala ta vlada takoj razpasti in takoj tudi biti razpisane predčasne volitve. Ker nima smisla, da se stvari vlečejo, če vlada ni operativna. To pa že v sedanjih okoliščinah ni bila najbolj. Se vi bojite predčasnih volitev? Ne, v Novi Sloveniji se ne bojimo predčasnih volitev. Mislim, da smo svojim ravnanjem, delom dokazali, da smo zaupanja vredna stranka, ki ima svoja stališča, ki ima svoja načela in pa seveda pričakujemo večjo podporo kot na prejšnjih volitvah in s tem tudi večjo moč in možnost, da uresničimo to, kar želimo. Mi imamo že izdelan, zelo obširen, dober gospodarski program, ki je zdaj gre v procedure, ker je za nas gospodarstvo izredno pomembno, smo dali temu največjo težo, predvsem pa menimo, da je prihodnost za gospodarsko rast v Sloveniji, da je pomembno, da ne povišujemo davkov, ampak da jih znižujemo, potem, da imamo vitko javno upravo, torej da zmanjšamo izdatke državnega proračuna, da dobijo državna podjetja odgovorne lastnike, ki bodo podjetja stabilizirali, ki bodo nov kapital pripeljali in pa seveda v Novi Sloveniji se zavzemamo tudi za ugodno, primirno družinsko politiko, še posebej glede na to, da tudi demografska slika v Sloveniji je zaskrbljujoča.